Pozdravljeni. Omejitev proračuna je ena izmed glavnih tem, s katero se srečujejo ekipe Formule 1. In danes si bomo ogledali, kako so to omejitev dobesedno prelisičili, vsaj na tistem, kar bi lahko imenovali kadrovsko področje. Ko so pri FIA načrtovali omejitev proračuna v Formuli 1, so tudi začeli razmišljati v smeri, da bi lahko ta omejitev pripeljala do rahlega premešanja, kar se tiče inženirskega kadra znotraj ekip Formule 1. Torej, bogatejše ekipe so seveda v svojih vrstah dobesedno kopičile tiste najboljše in najbolj sposobne. Vkolikor ne bi imeli dovolj denarja, da bi plačali vseh, bi to pomenilo, da bi se nekateri preselili v ekipe, ki do tistega trenutka jim niso bile zanimive. Kar bi pomenilo, da tudi oni malce bolj zadaj bi dobili strokoven kader, ki bi jim pomagal pri neke vrste kvalitetnemu preskoku. A to so bile le želje, namreč. Pri ekipah Formule 1 se pogostokrat zgodi to, da so korak ali dva pred onim, kar si mislijo pri FIA. In tudi tu z omejitvijo proračuna so dobili legalen način, kako zaobiti to omejitev. Namreč enostavno odprli so nove programe, kjer so recimo temu odvečen kader preusmerili k drugim kategorijam. Lep primer, tovarniška ekipa Mercedes, ki se je tudi zaradi svojega delnega lastnika in pokrovitelja Ineos lotila projekta jadrnice za America's Cup. In seveda, verjetno je marsikomu izmed vas znano, da v tem projektu sodeluje tudi James Allison, eden izmed glavnih inženirjev, ki je snoval tiste zmagovalne Mercedese, ki smo jih videli v preteklem desetletju. A sedaj si bo marsikdo tudi mislil, da America's Cup za ekipo Formule 1 in inženirje Formule 1 je nezanimivo področje. Tu bi vas rad spomnil, da sam Adrian Newey je leta 2014 sodeloval pri projektu ene izmed takratnih tekmovalnih jadrnic. Torej, jasno nam je, da določen del kadra iz programa Formule 1 so pri Mercedesu preusmerili na, seveda, program America's Cup. Ampak po potrebi določen kader lahko takoj prikličejo nazaj, seveda za določen čas. In v računovodskih izkazih, ki seveda gledajo na to, da ne bodo prekoračili tiste izjemno nizko postavljene meje, se računa samo ta določen čas, ki ga je kader res preživel pri ekipi Formule 1. Podobno strategijo so, na primer, izbrali pri skuderiji Ferrari, čeprav so bili tu še bistveno bolj premeteni. Kot vam je znano, za ekipo Haas so postavili čisto svoj ločen biro, ampak napolnili so ga z lastnimi inženirji, ki so uradno še zmeraj pod pogodbo s Ferrarijem. Čeprav so v drugi stavbi nosijo drugačne barve, so na razpolago skuderiji Ferrari, vkolikor bi jih rabili. In lep primer je že mnogokrat omenjeni Simone Resta. Ko je Patrick Vasseur začel svoje delo kot glavni odgovorni skuderije, so na dan prišle mnoge govorice, da bo prav Simone Resta kaj hitro zapustil ekipo Haas in se preselil k skuderiji Ferrari. V bistvu bi prestavil svoje delovno mesto mogoče za 100 metrov
in svoje delovne pogodbe ne bi niti zamenjal. A tu se vidi, kako so pri skuderiji Ferrari v bistvu zaobšli tisto omejitev proračuna. Namreč pravno formalno Simone Resta je bil v kvoti ekipe Haas in ne skuderije Ferrari. Čeprav dobro vemo, da je na razpolago skuderiji Ferrari, kolikor bi jih rabili. In podobna zgodba je v ponovnem udejstvovanju prav tako skuderije Ferrari v dirkah vztrajnostnih prototipov. Tudi v tistem programu lahko najdemo marsikoga, ki je bil prej zaposlen v Formuli 1. In verjamem, da ukolikor bi se izkazala potreba, bi prišlo takoj do kakšnih rošad. A čeprav smo videli, da mnoge ekipe Formule 1 so zaobšle vsaj del te omejitve proračuna, ki so si ga izmislili pri FIA, ima ta način, kako se tudi omejitev proračuna zaobide, pozitivne učinke. Ne tiste, ki so si jih zamislili pri FIA, ampak druge. Vidimo lahko, da prisotnost ekip Formule 1 v drugih kategorijah je zmeraj dobrodošla. In ne govorim samo o, naprimer, skuderiji Ferrari, tudi McLaren je prisoten v mnogih različnih kategorijah motošporta, kar seveda posledično dviga nivo. Že prej omenjena prvenstvo vztrajnostnih prototipov je bilo zadnja leta v krizi. Prihod Ferrarija je seveda pozitiven. In to tudi po zaslugi omejitve proračuna, ki ga mnogi navdušenci dobesedno sovražijo. A treba je dodati, da je prav iznajdljivost ekip tista, ki je to dodano vrednost omogočila. Tako da kakšnih zaslug tu FIA res ne moremo pripisati. A za danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.